fazo. Mladinska knjiga ima specifičen segment dobaviteljev, če jim sploh lahko tako rečemo. To so vaši avtorji. Na kakšen način razvijate odnos do njih? Kaj je v tem drugačnega? Srce vsake založbe je gotovo program in seveda za program so najbolj pomembni avtorji. Mi jim pravzaprav v hiši nikoli ne rečemo dobavitelji, ampak so to naši sodelavci, partnerji, s katerimi pravzaprav razvijamo založniški program, seveda če govorimo predvsem o izvirnem leposlovnem programu. Tukaj seveda je specifičnost zlasti v tem, da se pri delu vedno vzpostavlja odnos med avtorjem in urednikom. Moram se pohvaliti, da imamo v založbi Mladinske knjige izjemne urednike, ki so seveda z vsemi avtorji vzpostavili tudi osebne odnose in velikokrat tudi v pogovorih z avtorji ugotovimo, da je tisto najlepše in najbolj atraktivno, poleg tega, da ima seveda Mladinska knjiga, da je nekako največja založba v Sloveniji, da ima največ prodajnih poti, tudi prav odnos z uredniki. Na kakšen način v bistvu detektirate potencialnega novega avtorja, nekoga, ki bo seveda uspel potem na trgu? To delo, če govorimo o slovenskih avtorjih, je pravzaprav na nek način zelo podobno temu, kako detektirati tudi tujega avtorja, katerega avtorja izdati v Sloveniji, ki je vendarle malček specifičen prostor. Naši uredniki, vsi, ki delamo v programih, smo vsakodnevno zbiramo informacije preko interneta, preko časopisov, revij, seveda redno obiskujemo sejme, smo v stalnih kontaktih z literarnimi avtorji in seveda tako človek s poznavanjem tega svetovnega založniškega življenja, gibanja, dobi tudi občutek, kaj bo uspešnica, kaj ne bo. Ali njih popeljete potem tudi v svet? Ali je Mladinska knjiga poznana tudi po tem, da slovenske avtorje popelje v globalni trg? Seveda to je želja vsakega založnika. Zdaj pri prav mladih, neuveljavljenih slovenskih avtorjih bi bilo seveda to praktično nemogoče. Moram reči, da je izjemno težko v tem konkurenčnem založniškem prostoru, če govorimo o svetovnem založništvu, to celo z uveljavljenimi domačimi avtorji, vendar moram reči, da smo v zadnjem času v Mladinski knjigi založbi izjemno uspešni, predvsem z avtorico Liljano Praprotnik-Zupančič, Lilo Prap, ki smo jo prodali že v več kot 23 držav, kar je pravzaprav nekaj izjemnega za ne samo slovenski prostor. Ali imate do avtorjev, ki so posebej uveljavljeni, mi temu rečemo strateških partnerjev, poseben odnos, imate kakšne dodatne storitve razvite, na kakšen način komunicirate z njimi? Obstaja manjše število avtorjev, ki so seveda v špici slovenskega literarnega založniškega sveta, ki vedo, da bomo vsako njihovo delo pravzaprav izdali. Z njimi imamo seveda pogostejše, tesnejše stike, spodbujamo jih tudi pri nastanku njihovih novih del. Sicer pa moram reči, da je tle še precej odprto polje, ker je še mnogo možnosti in verjamem, da jih bomo v prihodnjih letih v Mladinski knjigi založbi tudi izkoristili. Kaj je inovativnost? Ja, en nivo procesa je dramaturške narave, kar pomeni, da že vnaprej natančno vemo, kam želimo peljati gledalca. Torej, kje ga želimo razvedriti, kje ga želimo spustiti, kje želimo, da malo trpi in kakšen občutek na koncu želimo, v kakšnem občutku želimo pustiti gledalca. Se pravi, to nam je jasno. Seveda pa vsaka predstava nosi idejo, sporočilo, emocijo, oziroma skoraj nič ni naključno, razen sam dogodek, se pravi sam odnos s publiko, ker je zelo nepredvidljiv. V vsaki predstavi vedno znova vzpostavljate kontakt s publiko. Kaj to pravzaprav pomeni? Na kakšen način to dosežete? Ja, če bi naredili primerjavo z nogometno tekmo, kjer jasno gledalci, publika zelo vplivajo na to, na kakšen način bodo igrali igralci, koliko emocij bodo dali, lahko potegnemo vzporednico tudi v plesni predstavi. Se pravi, veliko je odvisno od tega, kakšno publiko imaš, na kakšen način se odziva, koliko energije ti daje. Seveda pa to ne izključuje, da tudi sam vlagaš maksimalno sebe, svoje izkušnje, svoje emocije, svoje znanje.
Danes smo spoznali še eno slovensko podjetje z dolgoletno tradicijo, Mladinsko knjigo Založba. V procesu notranjega preoblikovanja je vzpostavila kakovosten odnos z javnostmi in s tem potrdila vodilno vlogo na trgu. Pred njimi je obdobje prevetritve notranjih odnosov. Saj veste, delo se nikoli ne konča. Poslovni ritem se nikoli ne ustavi, zato je vsak konec le izziv za nov začetek. In ne pozabite, vsakdo je lahko inovativen. Tudi vi. Verjamem, da je podjetje živ organizem. Verjamem, da ima vsako podjetje svoj ritem. Verjamem, da so spremembe način življenja in gonilo napredka. Vjerujem v moč človeka iz skupine. Verjamem, da je dolžnost vsakega zaposlenega in menedžerja, da misli, ustvarja in napreduje. Verjamem, da si lahko podjetje samo definira svoje stranke in partnerje. Verjamem, da je vsakdo lahko inovativen. Verjamem, da si vsakdo v svojem bistvu želi biti koristen in uspešen. Verjamem v moč pozitivne energije.